Program za leto 2019 je seveda bistveno drugačen, predvsem pa bistveno bogatejši. Nova knjižnica, novi prostori, seveda, kar sami od sebi vodijo k temu, da smo razširili program. Torkovi večeri ostajajo taki, kot so bili, tukaj programske sheme ne bomo menjavali. To se pravi potopis, literatura, zanimivi ljudje in dogodki iz teh krajev. Dodali pa smo tudi petkova popoldneve ob 17. in tam je pa tematika teh večerov drugače, bolj pisana, manj stroga bi lahko rekli. Kljub vsemu smo se odločili, da bodo prvi petki namenjeni razmišljanju, filozofiji, družboslovju, zadnji petki pa zdravstvu. Pri zdravstvu sodelujemo z Zdravstvenim domom Radovljica, ki pripravlja res zanimive teme. Medtem ko ostala dva petka bosta bolj sproščena, tako smo se v januarju in tudi v februarju se bomo recimo ukvarjali s piramidami, različnimi piramidami, tokrat ne bosanskimi, ampak tistimi v Istri in pa tistimi v Sloveniji. Tako da vsekakor bodo to zanimivi petkovi popoldnevi za odrasle. Za odrasle ostanejo tudi srede dopoldne. Ena od teh sred je tretja sreda v mesecu, ko imamo bralni klub in beremo zanimive knjige. Druga sreda v mesecu pa je namenjena mamicam in je to predavanja za mamice in pa dojenčke. Četrtkovi popoldnevi ostanejo, petkovi popoldnevi za otroke, s pravljičnimi jogicami za dojenčke in otroke ostajajo. Dodali smo pa ravno tako novost, in sicer so to angleške pravljice o ponedeljkih popoldne, vodi jih Rebeka Svetina, to je Angležina, ki jo je ljubezen pripeljala v Radovljico in je torej prava native speakerca in ona bo pripovedovala in razlagala te angleške pravljice, navade in karkoli zanimivega za ta večer. Še vedno se boste prizadevali v knjižnici za vzpodbujanje branja? Tako je. Bralne akcije ostajajo, tako te za otroke do 15-16. leta. To je knjižnica Vesolje zakladov, ki poteka vse od septembra pa do konca marca, ko spodbujamo otroke, da pridejo v knjižnico, si izposodijo knjigo, dobijo štampeljko in tako naprej, kot spodbujanje branja za odrasle od oktobra do konca aprila, ko jim naredimo poseben zanimiv seznam gradiva in tako proze kot poezije in jih povabimo, da preberejo 6 proznih del in 1 poezijo. Ravno tako ostaja tudi program čez poletje, torej Poletavci za otroke od 7 let naprej, pod motom 30 minut na dan prežene dolg čas stran. Pripravljamo se tudi na praznovanje Vodnikovega leta, vsekakor bomo pripravili nekaj zanimivega, razmišljamo o družinskem branju, skratka, nova stavba nam je dala nov zagon za nove projekte, za nove stvari, zato da bi knjižnica postala še bolj živahen prostor srečavanja, druženja in pa seveda prostor, kjer se preživi več časa, kot samo pride, sposodi knjige in gre. No, v novi knjižnici imate tudi kavarno. Kako zdaj to usklajujete? Knjižnica, kavarna, so se tudi bralci že navadili na to? Zdi se mi, da so se. In potrdilo se je, da je to zelo dobra kombinacija. Namreč kavarna pripomore k tem, da ljudje pridejo v knjižnico za dalj časa, kar smo si zelo želeli, da res postane prostor druženja. In zelo nas veseli, da je zdaj ta kavarna končno zaživela v tem smislu, da nekateri bralci pridejo vsako dopoldne prebirati časopise, da se tukaj že srečujejo različne skupine, ne da bi jih knjižnica organizirala, ampak so nastale spontano. Predvsem pa tudi to nam je všeč, da smo s to ponudbo čaja, ki jo zdaj imamo prav posebno, postali malce drugače od ostalih kavarn. Pa tudi najemnik kavarne zelo sodeluje z nami, saj je ponudil različne popuste, tako za člane knjižnice, za
vse tople napitke 10%, kot potem za upokojence, dijake, otroke ob sobotih, tako da se mi zdi, da z roko v roko korakamo lepši bodočnosti naproti.